Dober dan. Živijo, lep pozdrav. Vrnil si se z Akademije znanosti in umetnosti, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer so predstavili dve knjigi Veljka Rusa, akademika Veljka Rusa, sociologa, filozofa, posthumno izdani. Ena je Pogovori z javnostjo, se pravi, to je zbirka slabih 2 ducatov intervjujev, oba, ne, in jaz sva v tej knjigi tudi prispevala po en intervju. Druga knjiga, ki je pa jaz ne poznam, je pa o čem? To so pa njegovi spisi, filozofski oziroma družboslovni, sociološki, filozofski in družboslovni. No, tako. Kaj nam lahko danes Veljko Rus pove? To je, se pravi, najprej moram dati komplimente Niku Tošu, da se je tega podjetja lotil. Lotil se ga je zato, ker takrat, ko je on izdal svojo knjigo, je šel do Veljka Rusa na Bledu, ki je bil že, recimo temu, bolan, ne, in mu je predstavil njegovo lastno knjigo, to je Tošovo knjigo, in je rekel, pač Rusu, tole, tako bi pa tudi ti mogel dobiti kot življenjsko delo. Ne? On je takrat sociolog se pogovarjali mislim, sociolog v dialogu z javnostjo. Tako, ja. No, in potem je rekel, potem je rekel Veljko Rus, to se pa ne more zgoditi, ne, da, in potem mu je rekel nazaj Niko Toš, to se lahko zgodi, in potem je ta projekt zagnal, ne, medtem je pa Veljko Rus umrl, pol je stvar rahlo zastala, potem je pa tudi dejansko nastala in medtem, ko je on raziskoval Niko Toš, je prišel tudi do tistih besedil, ki jih je on objavil, pa jih nismo poznali, in tako je nastala druga knjiga. Ampak poanta je ta, ne, zdaj kar naenkrat bi rekli, da se umetno zgodil pač Veljko Rus in rečemo, ne, to je zdaj pač lik nekega misleca, ki ga na novo obujamo, ampak kaj sem jaz tam dojel in videl in tudi pripoznal in zato dajem tudi komplimente. Ne. Namreč nam se zdaj ni zgodil ta dogodek knjig, ne, nam se je nekaj drugega zgodil. Ne. In tudi ne gre za rehabilitacijo Veljka Rusa, ki se mu v življenju glavno dogajale več ali manj intelektualne, politične in vsakršne krivice, ne, kot vemo. Ne. Problem je v tem, to se pravi, dogodek je preprosto v tem, da mi ne da njemu dolgujemo njegovo rehabilitacijo, ampak na nek način on nam ponuja našo rehabilitacijo. Dogodek se na nek način obrnil zato, ker besedila pa stvari, ki jih je on povedal, ne, so zdaj tako veljavne, da to ne moreš verjeti. Ne. Jaz sem šel brati te knjige, oziroma te besede in predvsem njegove misli. Ne. On je že takrat, to se pravi, zdaj se pa mi da pogovarjava že v 50-ih, pa v 60-ih, pa v 70-ih letih je anticipiral naš problem, kakršen ga bomo mi danes. To je zanimivo. Ne? On je v cel niz, eno daljše zgodovinsko obdobje se je omenil od 50-ih do srede 70-ih let. Ne? On je zaveden v dokumentaciji službe državne varnosti UDBE kot anarholiberal, ne? Kot nek element, ki jugoslovanske, slovenske napore za vzpostavitev samoupravnega socializma. Zaradi tega je tudi letel leta 1974 iz pedagoškega procesa, iz fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, in je kar nekaj časa trajalo, da je bil, ne, rehabilitiran. Hkrati, ne, je pa ta nekdanji anarholiberal kritik sodobnega neoliberalizma. Ja, on je, predstavljam si, da je on bil Sartrovec. Se pravi, on je bil nekdo, ki je šel in študiral v Franciji in prišel nazaj za tem eksistencialističnim nabojem, a ne, in v tem ne smemo pozabiti, tedanjem, kasnejšem letu 68, ne, je bil Sartre pač tisti, ki so mu študenti zaupali, zaradi tega, ker je pač to prvič razredno misel, drugič pa gibanje razumel in jih dal veljavo in se ni obnašal znanstveno na distanci in podobne stvari. Ne. Tine Hribar je povedal, da takrat, ko so oni začenjali v bistvu postavljati študij, oziroma on kot študent pač, ne, na filozofski fakulteti, je bila ta fakulteta v razsulu, zaradi tega, ker bo vse pozaprto, pa vse onemogočeno. Ne. In zaprto v kakšnem smislu? Čisto konkretno.
Mislim, da so ljudi zaprli? Ali... Ja, seveda, odstranila so jih z fakultete in tako naprej. Ne? In Veljko Rus se takrat vzpostavil, ker tisto, kar je njegova največja značilnost, je to kot star liberalc in antiklerikalc in sokol, je bil Veljko Rus tisti, ki je bil neumorno in neumorno uporen, ampak zahteven tudi do samega sebe. Ne? On si je nekaj zadal, on je to speljal, ampak si pa ni pustil vzeti njegove lastne svobode. To je bila njegova strahovita vrednost in zato je vedno nastradal. Vedno je zato nastradal in nikoli nad tem ni jamral. Vedno je rekel, gremo naprej in hotel je pozitivne programe, nikoli negativnih jamranja. In to mu je bila ultimativna zamera do Jožeta Pučnika, ker sta bila skupaj pionirja, recimo v reviji 57, ne v 57 številki na vrjo, v reviji 57, ne, in takrat Pučnik je bil tako zelo revolucionaren, pa zelo avantgarden in te so mu sledili, recimo on je sledil Pučniku. Pučnika so zaprli, ne, te so pa odstranili, ne, ampak in deloma je Pučnik tudi soliral, ne, ampak so ga pokrili, so rekli, v redu, soliral si, nisi nas nič vprašal, ampak tvojo usodo ti bomo sledili, ne. Ampak kasneje, ne, mu je pa po letu 90, ne, je pa ravno Pučniku očital to, da se je zaradi tega, ker je bil odstranjen iz nekih političnih iger, zaradi tega, ker je pač, so se tudi njemu dogajale neke politične, recimo temu krivice, ne, je postal reaktiven, to se pravi, se je začel ukvarjati, on noter piše, z nekrofilijo, namesto da bi se ukvarjal za koncepti prihodnosti. Ne. Se pravi, to, kar je bil njihov temeljni program, takrat, ko so se oni organizirali v nekaj, storimo nekaj za, nekaj naprej. Ne. In sestavni del tega, kar je Veljko Rus počel, je bilo vedno odnos do, se pravi, gibanje in odnos do družbe. Kako družbo povezati skupaj v neko bivansko skupnost, v kateri se vsi čutijo udeleženi. In v tem smislu je on simpatiziral z marksizmom, ne? Ampak na tej ravni samo, ampak je že takrat pisal o alienaciji v socializmu. To je bilo hecno, ne? Tle odgovarjam na tvoje vprašanje. Zakaj ga niso marali? Zato, ker je establishment postavil pač marksizem za svojo ideologijo in potem je rekel, zdaj pa to tako je, zdaj pa mi vladamo iz te pozicije, on je pa rekel, ne, tudi vi imate svojo alienacijo. In to jih je živciral, ker jim ni dal, ni pustil, da ljudem vzamejo tisto, kar je njihovo. Ne? In zato je tudi bil na strani samoupravljanja, kar se kasneje slišali za kontroverzno, ne? Ker on je bil disident, kako si na strani samoupravljanja, če je bil pa samoupravljanje Kardeljeva otrok, ne? In tako naprej. Ne? Ja, malo drugače ga je razumel tudi. Tako je, on je drugače razumel, on je to vedno držal, samoupravljanje razumel v kontekstu socialne države, povezane države, rahlo po zgledu švedske modelu, ne? Ja. Potem pa definitivno recimo lastninska razmerja morajo v njegovem konceptu vedno odražati gibanje ali pa morajo odražati skupnost. To se pravi, da so ljudje udeleženi, da se ne odstojijo eden drugmu, da se ne atomizirajo na tanko to, kar zdaj sodobni neoliberalizem počne. Govorimo o konceptih, ki so blizu temu zahodnemu tipu zadružništva, recimo zadruga, taka tipična, ne, v Španiji, ne, je Mondragon, ne, ki ima svoje elemente, no, bom rekel, samoupravljanje zdaj za nalaš, ampak soupravljanje. Ja. Veš, z vnaprej definiranimi proporci tudi razlik med najvišjo pa najnižjo plačo, mehanizmi izbire vodstva, ne, pač, vodstvo tako ali drugače nekje more biti, če ne zaradi drugega, zato da prevzame odgovornost. Hkrati so to mehanizmi, ki so močni prav na tem polju, ne? Veš, da znižujejo stopnjo odtujenosti znotraj neke produkcije. V 60-ih je njegov prvi spis ali pa eden prvih spisov, oziroma tisti, ki je bil prvi tako objavljen, ne, se začne in to njegov sin predstavil danes, ne, na tiskovni. Andrej. Ja. Se začne tako, za kar eno, dobro, zdaj patetično preroško, ampak dejansko zelo dobro nastavitvijo, ko on preprosto reče, za tedanjo dobo analizirajoče, danes pa enako velja. Dobili smo državo, zgubili smo tovarištvo. Ne. Pa to ni bilo smiselno tovarištvo v smislu, ne vem, veš, tisto tovarištvo iz partizanov, čeprav je povezano, pač, on je bil partizan, ne, to se pravi, je povezano s tem, da so takrat tudi imeli neke ideale po bratstvu, ne, francoske revolucije, se pravi, bratstvo je prevedeno potem tovarištvo, ampak dobili smo državo, zgubili smo tovarištvo, to preprosto pomeni, a ne, to je problem sodobnega parlamentarizma, ne. Dobiš institucijo, zgubiš pa stik s človekom in kohezivne elemente.
vezni člen odtujitve pa lastništvo, ne, in o tem on ogromno piše, ne. Mislim, če deva konkretne primere, recimo tako, da ne bova preveč teoretsko zgledali, recimo, ta teden sem jaz poslušal radio in naenkrat slišim tako zelo obsežen članek na temo, ljubljansko županstvo, bere Zoran Janković in njegovi pač, iz mestne hiše, ki je na robu, mečlejo arhiv, se pravi zgodovinski arhiv. Ja. Skratka, dali so odpoved. Zakaj? Prostore rabimo za sebe, ampak so pa tudi potrebni prenove. To je štandardna alibi, če nekoga mečeš iz prostorov. Ampak zgodovinarji oziroma arhivisti so se pa branili, to je vendar javni arhiv, ki zadeva Ljubljano, ki zadeva državo, seže do leta 100, 300, 400 let nazaj. Tukaj so neverjetno pomembni dokumenti. Vse države imajo dokumente v prostorih, ki so njihova last ali javna last, ne pa v zasebnem partnerstvu. In kako ne zdaj mi na zasebnem trgu iščemo skratka nek konflikt, ki pokaže, da se je na nečem, kar je bilo samoumevno, to se pravi, da imamo nek javni prostor, da imamo neko javno družbeno vez, kar nas seveda povezuje tudi za zgodovino in to za nacionalno zgodovino, da se ruši v interesu neke neoliberalne potrebe, mi za prvič birokracijo rabimo svoje prostore ali pa preprosto za komercialno uporabo. Drug primer, recimo, te dni, nekaj dni nazaj, me je poklical Robert Hvalec iz Maribora, ki je poskušal dopovedati, tako strastno, kar je napisal tudi v Večeru že, da zdajšnji župan, ki posnema Jankovića, to se pravi Arsenović Saša, poskuša kupiti tam neko oštarijo z namenom, da jo bo občina kupila, potem not vložila, ne vem, 1 milijon evrov in potem bo videla, da ne gre, pa jo bo privatnemu sektorju prodala za 300. Se pravi, to gre za konstrukt, ki ga ta trenutek ne moremo dokazati. Lahko gradimo samo na podlagi tega, kaj se vzporedno dogaja, kaj ni logično in tako naprej. Mislim, jaz tukaj ne morem pomagati za neko javno podporo, nečemu, kar je hipoteza, to je dejstvo. Ampak ta gospod pa... Velja pa hipotezo evidentirati. Tako je, pazi, prvo, kar je velja evidentirati, drugo, kar je pa ta hipoteza v bistvu znak neke, če bi rekel paranoje, bi bilo seveda narobe, ampak neke občutka javnega, našega, skupnega, občutka ogroženosti, kaj nam elita počne, ker je dejansko gre za isti princip. Se pravi, ni več varuh, to, kar je Veljko Rus govoril, o tem govorimo, ni več varuh lastnina, ni več varuh naših odnosov, tovarištva ali pa sodržavljanstva, ki bi morali biti na nek način izmaknjeni interesu lastnine, ampak bi morali povezovati družbo, ampak smo stalno ogroženi, kdo je spet prišel do moči, da nam bo v bistvu zmaknil lastnino, sebe okoristil, nas ponižal, nas individualiziral, osiromašil in naredil za skupnost čistih atomiziranih posameznikov, ki samo še molčijo, se počutijo osamljene in ne komunicirajo več med sabo. To so bile temeljne skrbi To so bile temeljne skrbi Veljka Rusa, in za temi mislimi, za temi teksti in tako naprej je potem posegal v vsak dan tedanjega časa in seveda prišel navzkriž za Demosom, takrat, že takoj na začetku, zaradi tega, ker je prepoznal nekaj močnih interesnih skupin, ki so recimo ugrabile civilno družbo. In to se je bila neka debata na primeru recimo sveta RTV, že takrat interesantno, ker je pač obtožil, da stranke... Mislim, prvi je bil svet RTV, drugi je bil pa državni svet, ker je treba tudi pozoril. Tako. Ja. In skratka, to, in dobro, takrat si to pač prebiral, bral tako, bral drugače, pa rečeš, v redu, to je pač njegov pogled. Zdaj pa tako, ko ga pa zdaj prebereš, to je pa velika zasluga pač Nika Toša, da je to prinesel spet pod reflektor, da se da prebrati, ko nazaj pregledaš, pa rečeš, pa se mi ne rabimo njega rehabilitirati, zdaj mora on nas s svojimi teksti rehabilitirati, da se nazaj na noge postavimo in zahtevamo to, kar v bistvu naša družba bi morala biti, pa ni. In ko se je družba, ko se je država osamosvojila, so vse tiste teze, ki jih je on v 50-ih in 60-ih postavil, so se samo preoblekle v novo obleko in na novo zaživele, te dileme govorim. Skratka, velik kompliment in poklon za nazaj Veljku Rusu, že spominjam, ti si z njim intervju delal, imaš svojo izkušnjo, jaz imam svojo, ko sem ga z njim delal, ampak jaz se spomnim, takrat je bilo v igri to, ali bodo sindikati, šlo je pa za šole, pa šlo za vse sindikate, ali bodo izsilili svoje zahteve, ali bodo rušili državo.
In to je bilo takrat po Janševi vladi, je bila še Janševa vlada, ali bilo pa že na koncu, po zamenjavi. Govoriva o letu 2008? Tam nekje, oziroma več je že moglo biti. Bi moral pogledati, kdaj je ta intervju v resnici. Ampak skratka, da dobimo okvir, kako je ta stvar tekla, ne. 8-9 mogoče, ne vem. Ampak jaz se spomnim, njegov odgovor je bil rajše laissez-faire, to se pravi popustljivost do sindikatov, kot noben dogovor. To je bila njegova tedanja pozicija. Se pravi, manj škodljiva je popustljivost do sindikatov, kot to, da jim daš vedeti, da več ne obstajajo in da ti je vse en. Aha, ja, razumem, ja. Ne? Ja. In zakaj? Zaradi tega, ker je potrebno v družbi vzpostaviti neko povezljivost in participacijo. In to je bila ideja samoupravljanja njegova. Se pravi, participacija v tem smislu, da vsak človek mora v sebi začutiti, da je deležnik in del te družbe, da šteje in da se ta družba odziva na njegovo eksistenco. V vseh pogledih. In še več. On je postavil tezo, mislim, to je čisto v bistvu gre po Marksu, ne? Da je treba, on je bil zagovornik univerzalnega dodatka, potem je pisal o družbah blaginje, kaj morajo razvijati in je postavil tezo, da človeku treba omogočiti delo, ki ne bo omogočalo zgolj in samo njegovega preživetja, ampak tudi realizacijo njegovega bivanja. To se pravi, da bo delal tudi to, kar on v svojem življenjskem smotru, cilju in tako naprej hoče ali pa k čemur teži. Ne? To so v teh zaostrenih neoliberalnih pozicijah, ki so se zlasti že po njegovi smrti še bolj drastično zaostrile. Ne? Mogoče se bo ta eksponenčna rast zdaj počasi nehala, ne? Ko se bodo začela neka nova družbena gibanja, tako kot je njegov sin tam povedal, ne? Da se že v Evropi čisto resno dogaja, da zeleno postaja novo rdeče. Ne? To se pravi, da zelena gibanja poskušajo prevzemati avantgardnost tega, kar so nekoč imela rdeča gibanja in tako naprej. Ampak mogoče se bo zdaj se pravi, direktno že nagovarjajo kapitalizem kot problem, se pravi, ekscesni kapitalizem kot problem, ne? In vse je pač v tem razmerju do lastništva in veliko Rus, če bi zdaj živel, jaz ne vem, jaz mislim, da bi pa če bi bil pač zdrav in tako naprej, da bi lahko pisal, jaz mislim, da bi zdaj zelo ostre tekste pisal. Ne? Dobro, ti boš pa nadaljeval v sobotni prilogi z predstavitvijo. Tega sem pa prav z veseljem lotil. Ja, hvala.